Torej, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Nadaljujemo s predmetom tehnološke osnove multimedije. Če na hitro naredimo en rezime tega, kar smo do zdaj srečevali, najprej, če se spomnite, smo se ukvarjali z električno silo, električnim poljem, možnosti aplikacije tega, te relativno šibke sile. Pogledali ste si na vajah tudi demonstracijo elektrostatičnega zvočnika, recimo kot primera. Potem smo se ukvarjali pa z tokovnimi polji v nadaljevanju, pa smo si pogledali različne kable, različne preseke, različne strukture, recimo koaksialni kabel, pa njegov pomen in tako dalje. In zadnjič smo nadaljevali z enim takim obsežnim poglavjem, ki se imenuje magnetika. Predvsem, bi rekel, bolj z temi časovno konstantnimi toki, ki nam ustvarjajo časovno konstantno polje. In smo se spoznali z magnetnim poljem, pogledali smo si, kaj so podobnosti in razlike z električnim poljem, povedali smo, da je predvsem drugačna smer, zaradi dvojnega vektorskega produkta. In pogledali smo si, kako se snov obnaša. Pa smo rekli, imamo sicer dia pa paramagnetike, ampak ključni so feromagnetiki, tisti so ključni zato, ker močno ojačijo magnetno polje. Zdaj, dva eksperimenta bi vam še želel pokazati, zadnjič nas je čas omejil, danes imamo večkrat krajše poglavje. In sicer, če kar napovem, danes se bomo ukvarjali z obratnim razmišljanjem. To se pravi, če imamo magnetno polje, kako bi iz tega magnetnega polja prišli do toka. To se pravi, če si predstavljate, zadnjič smo govorili, recimo, kako z električnim tokom vzbujamo recimo neko membrano, da dobimo zvočnik. Danes bi obratno razmišljali, kako lahko recimo z neko mehansko silo premikamo neko membrano, da dobimo mikrofon. In to bo tisto, kar bo vmesen člen, je ta indukcija, torej ravno obraten pojav na nek način, po fizikalnem ozadju. In če nam bo čas dopuščal, bi ob koncu z vami spregovoril reče nekoliko o kompleksnih številih, zato ker je to ena taka stvar, ki jo bomo potem prihodnjič uporabili, vi jo lahko že doma malo se pripravite in jo boste tudi v nadaljevanju študija uporabljali. Torej, vesel sem, da imam del občinstva tule pred sabo, vesel sem tudi, da mi ostali sledite nadaljavo. Danes pač normalno potekajo tudi laboratorijske vaje. Pa bi zdaj najprej začel z dvema demonstracijama in sicer bi se navezal najprej na zaslanjanje. Zdaj, nekateri se verjetno spomnite, da smo recimo koaksialni kabel kot tak izpostavili, da je zanimiv zato, ker v svoji okolici ne povzroča električnega polja, poleg tega pa ta oklop predstavlja, smo rekli, Faradayevo kletko in Faradayevo kletka nam zaslanja zunanje električno polje, da nam ne povzroča motenj znotraj. In zdaj bi samo nekaj besed spregovorili še o zaslanjanju magnetnega polja. Najprej bi si pogledali eksperiment, potem bi pa še nekaj pokomentiral na to temo. Zaslanjanje magnetnega polja. Trajnemu magnetu na stojalu približamo železen žebljiček, privezan na vrvici. Razdalja, ki jo izberemo, je tolikšna, da je magnetna sila na žebljiček le malce večja od gravitacijske sile, ki deluje nanj. Magnetu se približamo železno ploščo, ki jo potisnemo med magnet in žebljiček. Žebljiček pade. S ploščo iz feromagnetne snovi delno zaslonimo magnetno polje. Silnice magnetnega polja se namreč po večini zaključijo v plošči, magnetno polje pod ploščo pa se zmanjša. Lahko zaključimo, da feromagnetne snovi predstavljajo zaslon za magnetno polje. Na ta način lahko prostor zaščitimo pred vplivi magnetnega polja tako, da ga obdamo s kletko iz feromagnetnega materiala. Ne sliši se vas. Hvala lepa.
Torej, tisto, na kar sem rekel, da vas bom opozoril, je ta beseda delno zaslonimo magnetno polje. Ta beseda se tukaj pri tem eksperimentu sicer fino odraža, to se pravi, ko ta žebljiček ima neko, bi rekel, stabilno lego, to se pravi, na eni strani ga vrvica vleče dol, magnetno polje pa gor, ampak ko ustavimo ta zaslon, seveda toliko ošibimo magnetno polje, da ta žebljiček pade dol. Kar bi vas rad opozoril je, da to zaslanjanje ni tako dobro, tako učinkovito, kot je pri električnem polju. Torej, pri električnem polju smo mi s Faradayevo kletko sposobni precej bolj anulirati električno polje. Pri magnetnem polju imamo pa težavo, da ta zaslon ni tako zelo učinkovit. V ozadju je naslednji problem. Če si pogledate, torej, kar se električnega polja tiče, mi imamo relativno dobre prevodnike. Jaz sem vam povedal, da so te dobri prevodniki, tudi do supraprevodnikov, celo skalo smo narisali, od zelo dobrih pa do zelo slabih prevodnikov smo našteli. Pri magnetnem polju sem pa izpostavil, da ima snov tole relativno permeabilnost, en parameter, ki smo ga napisali. Če se spomnite, smo rekli od nekaj 10, lahko tudi do nekaj 10.000, ampak te cifre, nekaj 10.000, to so, bi rekel, za posebne laboratorijske materiale, ne toliko za praktične aplikacije. Kar pomeni, da tam pa nimamo za magnetno polje tako zelo dobrih prevodnikov. In ker nimamo tako zelo dobrih prevodnikov, ne moramo s praktičnimi aplikacijami v bistvu popolnoma izničiti magnetnega polja. Se pravi, mi smo imeli tudi že praktične aplikacije, da smo imeli motnje med različnimi kabli, pa je bilo treba potem zaslanjati to polje, do neke mere to slabljenje, recimo faktor 2, faktor 10 lahko dosežete. Ne morete pa faktorja 100.000 ali več doseči. Tako da bi rekel, pri tem eksperimentu sem vas želel opozoriti na to, da samo zaslanjanje ni tako zelo učinkovito, kot je zaslanjanje pri električnem polju. Ok, in zdaj bi si pogledali še en eksperiment, kjer se pa ukvarjamo z magnetno silo. To je tisto, kar sem tudi prej nekako izpostavil, da tukaj bomo imeli kotu si dajte predstavljati in kos železa, ki ga želimo pritegniti, in na ta način lahko implementiramo različne aplikacije, to, kar sem zadnjič povedal, recimo zvočnik in podobne zadeve. Samo trenutek vas prosim. Vpliv števila Vpliv števila ovojev na magnetno polje tuljave. V poskusu prikažemo vpliv števila ovojev tuljave na magnetno polje tuljave. Za primerjavo uporabimo dve tuljavi, modro s 600 ovoji in rumeno s 300 ovoji. Povežemo ju zaporedno, tako da skozi obe tuljavi teče isti tok. Nad tuljavama sta na silomerih obešeni železni ploščici. Ko skozi tuljavi teče električni tok, predstavljata tuljavi elektromagneta, ki z magnetnima silama privlačita vsak svojo železno ploščico. Počasi povečujemo tok, da se magnetni sili elektromagnetov povečujeta. Opazimo, da modra tuljava z več ovoji prej pritegne železno ploščico kot rumena tuljava. Tok skozi tuljavi pričnemo zmanjševati, zato se zmanjšujeta tudi magnetni polji tuljav. Rumena tuljava z manj ovoji prej spusti železno ploščico, ker nanje deluje z manjšo magnetno silo. Pri nadaljnjem zmanjševanju toka spusti železno ploščico tudi elektromagnet, ki ga ustvarja modra tuljava. Jakost magnetnega polja tuljave je sorazmerna s številom ovojev tuljave. To se pravi, pri tem eksperimentu pa želimo pokazati, da nam v bistvu število ovojev, ki jih ima tuljava, in pa seveda tok, ampak tukaj v tem primeru je bil tok skozi obe tuljavi enak,
vplivata na to, kakšna sila se pojavi na, zdaj tukaj je bila kovinska kotlina, lahko bi bil tudi kakšen magnet ali pa podobno. Ok, takole, zdaj si bomo pa v nadaljevanju pogledali novo poglavje, tudi za to poglavje imamo nekaj eksperimentov, in to poglavje se imenuje indukcija. Torej, bi tak tudi napisali kar naslov. Pa bi to poglavje začeli z nekim uvodom, ki gre približno takole. Preteklikrat, če se spomnite, to se pravi prejšnji teden, smo ugotovili, da če imamo električni tok, potem sicer pridemo do magnetne sile. Vmes smo potem ugotovili, da se zaradi električnega toka pojavi magnetno polje in to magnetno polje rezultira v magnetni sili. Smo rekli, ta magnetna sila je za nas tista, ki je ključna, smo rekli, lahko žarek uklanjamo v stari televiziji, lahko zvočnik premikamo, lahko ne nazadnje tudi ostale električne aplikacije, če si predstavljate, nek mešalnik vrtimo in podobno. Zdaj, že Faradaya, kot bomo omenili kasneje, je pa zanimalo tudi, ali obstaja obratna pot. To se pravi, takole predvsem, če mi imamo neko magnetno polje ali pa magnetno silo, ali lahko pridemo do električnega toka. Se pravi, samo razmišljanje je približno tako, kot če si predstavljate likalnik. Vi veste, da likalnik vtaknemo v vtičnico in nam potem greje. In mi se zdaj sprašujemo, a bi šlo tudi obratno, to se pravi, če bi likalnik grel, a nam bo dajal ven na sponkah potem napetost. To se pravi, točno to razmišljanje je bilo sicer mogoče še na podlagi drugih stvari malo osnovano, in do tega se bomo mi zdaj dokopali. Zdaj, torej, tole področje indukcije, tudi tisti, ki ste, bi rekel, kar nekaj stvari študirali in poslušali v okviru vaših srednjih šol, je ostalo mogoče nekoliko zanemarjeno, boste kmalu videli, zakaj. Zato, ker je povezano z časovno spremembo pa mi zapišemo kot odvod. In v osnovni in srednji šoli tega pojma odvoda nismo imeli. Tako da bi rekel tudi, če smo o tem govorili brez matematično korektnih zapisov, mi bomo pa videli, da ravno te matematično korektne zapise rabimo, da kakšne lahko tudi preproste stvari znamo izračunati. Ok, zdaj jaz bi ob tem se rad navezal na eno enačbo, ki smo si jo mi že zapisali. In sicer takole bom rekel, do sedaj smo mi imeli, pa bom tako napisal, do sedaj imam v mislih elektrostatiko, in bom tole besedo elektrostatika, ta statičen del podčrtal. Smo poznali eno zakonitost, ki smo ji rekli ne, oziroma torej ne vrtinčnost, bom kar napisal ne spredaj, lahko pa rečemo vrtinčnost, ampak ne vrtinčnost električnega polja. Mi smo spoznali, da je magnetno polje vrtinčno, da so silnice tako, da se vrtinčijo, nimajo začetka in konca. Za električno polje smo pa spoznali tole nevrtinčnost. In to nevrtinčnost bi jaz samo povzel, da smo zapisali takole. Rekli smo, da je to neka vsota, nek integral po sklenjeni zanki okrog in okrog nekega vrtinca in to nevrtinčnost smo rekli, da je enako nič. In tukajle
bi jaz poudaril, da je tole nič, če imamo opravka z statiko. Če pa nimamo opravka s statiko, potem se pa tukaj lahko pojavi še en člen in ta člen bo vseboval časoven odvod. Vi veste, da če je nek člen tukaj, karkoli že je, ne bom nič pisal še, zaenkrat, lahko si predstavite, če je neka stvar časovno konstantna, statika pomeni, da je časovno pri miru, potem časovni odvod nečesa, kar je časovno konstantno, to veste, da je odvod konstante enak nič. In je seveda logično, da je tale stran tukaj na desni bila enaka nič. Zdaj bomo pa mi počasi priznali resnico, da se tukajle pa lahko skriva nek člen, in do tega člena se bomo mi zdaj počasi sprehodili. Pa bi to naše razmišljanje, da bomo do tega člena prišli, mogoče začeli takole z nekimi stvarmi, ki jih od zadnjič razumemo. Pa bi to iskali najprej v temle smislu. Se pravi, rad bi vam predstavil linearni generator. In sicer bi pri tem linearnem generatorju takole, mogoče kar narisali en eksperiment. Dajte si predstavljati dve taki kovinski tračnici. Kovinski zato, da prevajata električni tok. Dajmo reči, da sta te dve tračnici takole prečno L narazen in dajmo si predstavljati, da je recimo tukaj samo zaradi našega pojmovanja začetek teh tračnic. Se pravi, da je tole neka nula in da zdaj na tele dve tračnici postavimo neko prečko. To prečko si pa zopet lahko predstavljamo kot neko kovinsko palico. Lahko naj bo dolga L in to si bi mi lahko predstavljali, kot da imamo pač prečno preko tračnic postavljeno neko kovinsko. In še en parameter si dajmo predstavljati. Dajmo reči, da imamo tukajle v tem prostoru neko magnetno polje. Če se spomnite magnetno polje, jaz upam, da sem ga prav usmeril, glede na to, kako bom pa naprej sliko risal, če ne bomo pa kaj popravili. To magnetno polje zaradi mene, če hočete, si lahko predstavljate kot eno šibko zemeljsko magnetno polje. Tega zadnjič nisem posebej izpostavljal, ampak tudi naša Zemlja ima svoje magnetno polje. Saj konec koncev to vi veste, zato ker poznate delovanje kompasa, kjer se nam igla obrača skladno z zemeljskim magnetnim poljem. Se pravi, lahko si predstavljamo, da tudi izven tega nam deluje tole zemeljsko magnetno polje in dajmo to polje označiti z B. Torej B. In dajmo si zdaj predstavljati, da neka lokomotiva vleče to prečko takole. Kar pomeni, da ta prečka potuje po nekem magnetnem polju. Mi smo se zadnjič učili, če se spomnite, zato sem si ta eksperiment izbral, da na pozitiven delec takole deluje tako imenovana magnetna sila. Tudi povedali smo, da si pomagamo z pravilom leve roke. Se pravi, če pozitiven delec potuje takole, pomeni, da tok teče v tole smer. Če nam polje upada v odprto dlan, potem lahko zaključimo,
da nam v principu na ta pozitiven delec deluje magnetna sila takole navzgor. Zdaj, verjetno mi ni treba posebej razlagati, da če bi pa vzeli negativen delec, potem bi pa nanj delovala sila pa navzdol. To se pravi, to sta magnetni sili, ki povzročata, da ko tale palica drsi, v bistvu se nam tukaj na vrhu nabirajo presežki pozitivnega naboja. In tukaj spodaj se nam nabirajo presežki negativnega naboja. In to, kar smo mi dobili, če si predstavljate za neko obdobje, ko smo mi znali generirati napetost samo tako, da smo imeli tiste kemične elemente, voltove člene in podobno, smo dobili prvo metodo, da generiramo napetost, linearni generator. Jaz bi izpostavil, da če nam tale prečka potuje s hitrostjo, bom kar dvojni V napisal, tole smo malo že razložili, zakaj uporabljamo malo drugačne znake kot sicer, potem, pa tega ne bom izpeljeval, potem lahko rečemo, da je ta napetost tukaj, ki se pojavi, rečemo, da se inducira, je enaka B krat L krat dvojni V. Torej, to so oznake za magnetno polje ali gostoto magnetnega pretoka, kot se to uradno imenuje, dolžina tukaj med tema dvema tračnicama oziroma dolžina te prečke, ki potuje, in hitrost, s katero potuje. Se pravi, če gre hitreje, potem je te, bi rekel, inducirane napetosti več. Ok, in zdaj v principu lahko omenimo, da če bi dali tukajle neko breme, jaz sem kar črtkano narisal, takole, pa bom napisal, da je tole R bremena, potem bi nam tukajle tekel električni tok. Okay. To je ena stvar, ki sem jo hotel izpostaviti. In mogoče druga stvar, če se spomnite, ko smo govorili o generatorjih, smo govorili o tem, da imamo neko notranjo upornost. Vi si lahko predstavljate, da je pač tole, tisto, kar bi nam predstavljalo notranjo upornost tega našega generatorja. Ok, bom kar takole označil R notranja upornost. Zdaj, mogoče samo še eno stvar bi vam rad izpostavil. Glejte, eno stvar bi vam rad izpostavil, zato ker se navezuje na tole, kar smo tule se sprašvali. Dajte si vi predstavljati, da delate fotografije, fotke, stroboskopsko, kar pomeni eno, pa čez mogoče recimo 100 milisekund naslednjo, pa čez 100 milisekund naslednjo. Kaj bi vi videli? Vi bi videli, da je v naslednjem trenutku tale palica v takšnem položaju. Pa če pogledamo, čez nekaj časa bi bila tale palica v takšnem položaju. To, kar vam hočem pokazati, pa bom z drugo barvo narisal za vas, je magnetni pretok. Nekateri se verjetno še spomnite, da smo zadnjič imenovali magnetni pretok, in to je zdaj magnetni pretok je enak integral BDA. Smo rekli, to je B, ki ga zmnožimo z ploščino. In tole je, recimo, če je tole trenutek T1, je tole magnetni pretok, ki ga od začetka do semle objamemo do trenutka T1. Ko pa naredim naslednjo fotko, pa ugotovim, da je tega magnetnega pretoka toliko. To se pravi, tole vse, kar sem tukaj šrafiral, je magnetni pretok v času T2. In jaz mislim, da ste nekako dobili en feeling, da se tale magnetni pretok tukajle s časom povečuje. Bomo pač
do tega še prišli. To je v bistvu tisto, kar je za našo indukcijo pomembno. Ne. Ja, jaz sem rekel, od te reference naprej ne se šteje v magnetni pretok in ker ta palca drsi, ne, vi vidite, da se ta pretok veča in veča. Ne. Okay? To je bilo tisto. Okay, zdaj nekdo bo hiter povedal, ne, bo rekel, tale generator, linearni generator je precej neuporabna zadeva. Ne. Mi rabimo lokomotivo, ki vozi nekam v neskončnost. Ne. In seveda so takoj pogruntali, ne, da čisto isti učinek lahko dobimo, če si predstavljate, to pa dobro poznate, kolo. Ne. Se pravi, dajte si predstavljati, da imamo takole eno palico, ki se vrti, bom takole narisal spet, enako bom usmeril kot prej, magnetno polje, ne, in tole je neka palica, ki takole rotira v magnetnem polju. Ne. Se pravi, zelo podobna situacija, sam da prečka ne drsi, ampak nam palica tukaj recimo rotira v tem magnetnem polju. Mogoče bi mogel to palico kar takole zeleno narisati, kot smo jo prej, ne. Neko debelino ji dajmo. Ok, in zdaj, kar je seveda tukaj drugače je, da je tlele cela palica imela enako hitrost, tukaj pa si seveda predstavljate, da je hitrost različna. Ne. Se pravi, tukaj zunaj, temu rečemo, je ta radialna hitrost večja, tukaj znotraj je pa ta hitrost manjša, ampak z našim znanjem matematike ali fizike mi znamo tole zintegrirati, to ni noben problem. Ne. Se pravi, zopet bi rekel, na tej strani se nam naberajo plusi, na tej strani se nam pa naberajo minusi. Ne. In vi lepo rečete, ok, če je tale obroč tukaj kovinski, ne, bomo tukaj na obroču od kolesa dobili pluse in na osi kolesa, če si jo takole predstavljate, bomo pa dobili minuse, ne, in smo prišli do nekega generatorja. Ne. Zdaj seveda, če hočete, da bi imeli večji tok, boste ne samo eno špriklo dali temu kolesu, ampak bomo temu kolesu dali lahko več teh palic, ne, zdaj jaz malo grdo rišem, ne, ampak ali pa, torej, lahko rečemo, vrtenje kolesa, bom dal v narekovajih, oziroma vrtenje, mi lahko to naredimo kar polno, to se pravi, toliko veliko palic z drugo zraven drugo, da je to kar disk, vrtenje diska v magnetnem polju. Ok. Takole. V redu, to se pravi, to, kar sem vam jaz zdaj na začetku želel namigati, je, da poznamo inducirano napetost, ki je povezana z gibanjem. Torej, ker imamo tukaj hitrost, je tole gibanje. In tej inducirani napetosti rečemo tudi gibalna ali pa gibalna komponenta. Inducirane napetosti. Včasih reče temu tudi rezalna. Zato, ker izgleda tako, kot da bi rezalna, kot da bi rezali silnice, rezalna, inducirana napetost. Kot da bi rezali z nekim nožem te silnice. Odtot te dva izraza. Ampak, dajte že vnaprej vedeti, da vas nisem pustil ravno na cedilu, in da sem že takoj namignil, da obstaja močen preplet med to gibalno in pa med to drugo, ki jo bomo zdaj spoznavali. To se pravi, tukaj sem vam izpostavil, da se v ozadju skriva fluks. Fluks, ki se spreminja. Izvolite. Inducirana napetost. Fluks? Ne,
Ne. Torej, fluks je, polje je povsod enako, fluks je na začetku nič, potem ga je tokle, ne? Ampak ker je magnetno polje povsod enako, se to linearno spreminja s časom. Zato tudi beseda linearni generator. Okay. Dobro. Zdaj, da bi pa korak naprej naše razmišljanje naredili, bi pa morda to naredili kar na podlagi Faradayjevega razmišljanja. To, kar sem vam prejle že tudi namignil. Ne? In sicer rekel sem, da je Faraday hotel priti iz tega, samo da vam malo umestim. Ne? Faradayjev eksperiment. Mislim, da je 1831. Toliko za en občutek. Ne? Njegovo razmišljanje je šlo takole. Ne? Če bi mi vzeli neko jedro kovinsko, on je tole vedel. Ne? Na to jedro, tako jedro ste vi imeli zadnjič na mizi. Smo ga tudi zračunali, če se spomnite. Takole smo imeli navitje, se verjetno predstavljate, tistega bakra je bilo toliko, da bi bil še kakšen, ki zbira kovine, vesel. Ne? Ja, vedel je, da če tukajle skozi spustimo tok I, potem to, kar ste tudi vi zadnjič pogruntali, dobimo tukajle magnetno polje B. Malo bodite pozorni, namerno sem narisal, tako kot je on razmišljal, tukajle enosmerni tok. In potem dobimo konstantno, ves čas enako magnetno polje B. Ne? Pol je pa on ta drugi del razmišljal, če bi bilo možno, bi jaz lihko pretvarjal to magnetno polje ki tukajle pride, bi ga ujel in bi ga rad pretvoril v tok I, nek tok I. Zdaj, takrat so temu merilnemu inštrumentu, ki bi mu danes rekli miliamper meter, so rekli nek galvanomer. To se pravi, on je tukaj nekaj imel, kar bi se odklonil, zato da bi on videl, da smo nekaj dobili. Ne? Torej, če vam malo karikiram, mi smo na eni strani rekli, iz nekega toka znamo priti do magnetnega polja oziroma do zvočnika. Zdaj bi pa mi radi obratno neko membrano tresli, pa bi radi prišli do toka, ker če mi pridemo iz tresenja neke membrane do toka, potem vemo, kako mikrofon deluje, potem bi to lahko mi priključili na računalnik, vi znate potem narediti digitalno analogno pretvorbo in pridemo do signala in tako dalje. To se pravi, nas zanima tale drugi del. Pa njemu žal tole opažanje ni obrodilo sadov. Se pravi, strmel je v to svojo napravo in želel si je, da bi tukaj dobil tole, dajmo temu reči, magar tudi inducirano, se pravi, mero je z galvanometrom, se pravi, ali tok ali napetost, in razmišljal, ali je ta inducirana, zdaj, jaz bom kar takole rekel, funkcija magnetnega pretoka. To se pravi, če mi tale B krat A, se pravi, B, bom kar tako napisal, magnetni pretok, smo zadnjič rekli, je tale B krat presek A ali S, dajmo reči S, ki ste ga mogoče bolj navajeni. Ok, to je presek tega jedra. Ok, ampak vsak dan se začne in se konča, in ko je on po koncu delovnega dne s tem opazovanjem prenehal, je ugasnil tale tok. In ko je ta tok ugasnil, je videl, da se je tukaj nekaj zgodilo. In to mu je vlilo upanje. Se pravi, v bistvu
Ko je prižgal, se je pa odklon v drugo smer zgodil. Ko je ugasnil, se je odklon spet v to smer zgodil. Kar je pogruntal, je, da je inducirana napetost funkcija spremembe magnetnega pretoka. Glejte, in takole to matematično zapišemo. Se pravi, sprememba pomeni časovni odvod. In zdaj, če se vrnem k tem ločenim eksperimentom, ki sem jih prej malo omenjal, se pravi, mi smo dejansko tole ugotovitev ločeno dobili, da če se nekaj tukaj le pelje, in dolg časa niso vedeli, kaj to, če se tukaj nekaj pelje, kakšno vezo ima, da se tukaj napetost inducira enako kot tamle, ampak v ozadju tega je enak efekt. To se pravi, ker se nam tale palica premika, se nam tukaj v temle zaobjetem delu spreminja magnetni pretok. To se pravi, ozadje je eno samo, to se pravi, nista dve ozadji. Ampak tako kot vi gledate neko prečko, ki tukaj potuje, ne zgradite takoj slike, kaj ima to veze s tem magnetnim pretokom in zato te dve enačbe še vedno ostajate dve, ne pa ena. Ampak dajmo mi naprej pogledati, kaj so te naši, bi rekel, znanstveniki še privlekli. Zdaj nekaj treba priznati. Faraday je tukaj nekoliko grešil. To se pravi, on je pogruntal, da je, oziroma trdil, da je tuji magnetni pretok tisti, ki je kriv. To se pravi, on je bil prepričan, da samo če imate dve zanki, da če ena zanka dela magnetni pretok tukaj skozi, potem je to tisto, o čemer mi govorimo. Bom jaz še z rumeno tukaj označil ta magnetni pretok. Fi magnetni. Tuji. Pač tuji pomeni, da morata biti dve različni zanki in da ena skozi drugo povzročata ta magnetni pretok, da si nista ožlahti. Ampak kasneje je v bistvu pogruntal Henry, to se pravi, tole so bili nekako Faradayevi zaključki. Potem je pa Henry povedal, da v bistvu ni res, da mora biti tuji, ampak da je tudi lastni pretok, tisti, ki lahko povzroča. Bom tako napisal tuji plus lastni. Fajn bi bilo, da jaz dam to kar oklepaj. Fi M lastni. Kaj pa to pomeni? Po DT. To pa pomeni, da v bistvu že to, če mi na tuljavo priključimo nek tok, pomeni, da se na njej sami inducira napetost. Okay? Torej, to razmišljanje gre nekako takole. Recimo, da to sliko zdaj zelo poenostavimo, da imamo en sam ovoj. Okay? In da po tem ovoju teče tok I. In ker smo mi ta tok I tukaj skozi to tuljavo spustili, se je v tej tuljavi pojavilo, ker smo tok spustili, zdaj smo ga začeli spuščati, se je tukaj not pojavilo magnetno polje. In ker se je to magnetno polje pojavilo, se v tej zanki inducira napetost. Zdaj pa ključno vprašanje pa je, v katero smer se inducira ta napetost. To se pravi, pojavilo se je magnetno polje in moram pač priznati, da se napetost inducira ravno v nasprotni smeri. To se pravi, takole bom napisal U, I, dejanska. Takole se dejansko inducira. Okay. Lejte, nekaj vam je jasno iz, recimo, fizike. Povedali, nekateri ste verjetno povedali, kaj je to perpetuum mobile.
to ste rekli, je stroj, ki bi sam sebe poganjal, ne, pa še dodatno energijo dajal. Ne, ampak iz zakona o ohranitvi energije ste povedali, da to žal ne gre. Ne. In enako je tudi tule, da bi tale tok stekel, pa da bi se inducirala napetost v isti smeri, bi povzročili, da še večji tok teče. In bi zaradi te inducirane napetosti in induciranega toka še povečal se ta tok in bi še večji tok stekel in bi kar naenkrat stvar imela limitov neskončnosti. Ne? To pa ne gre. Ne? In tako kot vi veste, recimo, če pogledate letalo, ne? Jasno, vse sile zračnega upora in tako naprej so zaviralne. Ne? Tako kot če pogledate avto, ne? Vse sile kotalnega upora in tako naprej so zaviralne. In seveda tudi tukaj ni nič drugače. Tok spustimo ali pa pošljemo v tej smeri, inducirana napetost ga pa samo zavira. Ne? Okay. Potem se bo pa kdo vprašal ali pa spotaknil ob tole mojo besedo dejansko. Ne? Še to vam bom razložil. Glejte, matematiki so zelo navezani na tole smer, ki ji rečemo smer, desnosučna smer, ali smer desnega vijaka. Okay. Takole. Kaj to pomeni? Sej, vi verjetno to pač iz matematike že poznate, ampak v principu je to to. Lejte. Če se nam nek vektor ali pa karkoli, če nam kaže takole, desnosučna smer je tako, kot nam kažejo prsti desne roke okrog napredovanja. Se pravi, to je približno tako, kot ste vajeni zapirati pipo ali pa zapirati radiatorski ventil ali pa enostavno desno, navaden vijak šraufati. Ne? To se pravi, če ga v desno šraufate, gre vijak noter. Se pravi, če bi vijak takole not hotel šraufati, pomeni, da ga morate v desno sukati. Ne? To je uradna matematična pozitivna smer. Jaz bom skušal to narisati, težko je to narisati na tablo, ne? Pač, ampak da si predstavljate takole in takole. Ampak nažalost boste ugotovili, da je to ravno obratno od naše inducirane napetosti. In da ne bi bilo zmešnjave glede teh smeri, je kasneje Lenz naredil red in je rekel, dajmo mi skladno z matematično smerjo označevati U inducirano takole. U inducirano. Okay? In ker je tole ravno obratno, je on zaključil, da je tole U inducirana zaradi nasprotne usmeritve minus D phi po dt. Mimogrede, ne, na podlagi Henrija smo rekli, ne, lahko tole pišemo, da je to funkcija D phi po dt. Glejte, kako smo poenostavili. Ne bomo nič tuji pa lastni govorili. To je celoten fluks. Zelo preprosto. Celoten magnetni pretok. In Lenz, vsi rečejo, da je on tisti, ki je v bistvu ugotovil, da tole nasprotuje. Dobro, ja, on je matematično to korektno zapisal, zato že v osnovni šoli, pa v srednji šoli takoj reče, da je tole minus po Lenzovem pravilu. No, ampak dobro, gre za to, da pač matematiki to desnosučnost v to smer označijo, iz tega, da njim perpetuum mobile, sem pa razložil, da mora iti ravno v nasprotno smer. To se pravi, če je tole pogruntal Henry je rekel, da zelo preprosto je to funkcija celotnega odvoda, je pa Lenz Lenz povedal, da je tole. In še eno stvar, nehali so se ubadati s funkcijo, ampak so kar zapisali, da je to sprememba magnetnega pretoka. Končno smo opisali, kaj to je. Čisto preprosto sprememba magnetnega pretoka. Okay? Potem je pa samo še Neumann
povedal, da če je pa tehle zank N, koliko smo imeli mi tukaj, N ovojev. Torej, da je potem N krat tole. Se pravi, vsak ovoj doprinese zase. Minus N krat D fi magnetni po dt. To je pa Neumann. Takole so tej gospodje vsak svoje dodali. Okay. In tole je pa zdaj tisti drugi del inducirane napetosti, ki ga lahko dodamo k tisti, ki smo jo prej imeli. Glejte, tej napravi se v elektrotehniki reče transformator. In ker je ta naprava transformator, temu prispevku rečemo tudi, bom semle spodaj napisal, transformatorska inducirana napetost. Transformatorska inducirana napetost. Ok, tako da bi zdaj lahko rekli, imamo dva prispevka. B krat L krat V, pa pol zaradi mene, če jih kar naprej pišemo, minus N krat D fi po dt. To se pravi gibalni del ali pa in pa transformatorski del. Prispevek, če hočete. Čeprav, če se še enkrat vrnemo, ste prejle videli, da v ozadju tega gibalnega dela se lihtko skriva tole D fi M po dt. Ok, in ker je tole po naravi napetost, to se pravi, vidimo, da je tole, kar smo iskali, D fi M po dt. To pa imamo tlele spredje. D fi M po dt. Pač zdaj moramo razčistiti še s tem predznakom, minus pa N, število ovojev. Ok, in v tem noter, sem rekel, se skriva tako transformatorska kot in to lahko tukaj zapišemo, zdaj zaradi mene, tale izraz ponovno, integral EDL je enako minus N krat D fi M po dt. Se pravi, v ozadju se skriva časovna sprememba. In bo kdo rekel, ja, prej je pa trdil, da je tole nula, drži. Prej, ko smo imeli statiko, časovnih sprememb ni smel biti. Tako da je bil tale člen nula. Zdaj, ko smo si pa dovolili, da imamo časovno spremenljive količine, pa kar naenkrat vidite, da imamo lahko tudi tale člen. Tako da smo zdaj uspešno dopolnili tole z tem členom, ki mu rečemo indukcija. Super. Jaz bi zdaj, morda, ko ravno imamo stvari pred sabo, vam želel pokazati tole, kar sem večkrat omenil, pa ste mogoče tudi že na vajah kaj videli, se pravi zvočnik. Zdaj se skušam tako postaviti, da bi se čim več videli. Glejte, to je ta naša membrana v zvočniku, to smo mi lepo obrezali. In tule gor vidite tole navitje, bakreno navitje, o katerem sem zadnjič govoril. Se pravi, tole bom pokazal, da se mora videti. In tole na drugi strani je magnet. Tole je kar precej težko. Se pravi, feromagneten material, ki ima tudi noter navitje. Tukaj noter je pa majhna zračna reža, ki se jo vidi. In v to zračno režo
ustavimo to tuljavico in sila nam potem povzroča gibanje te membrane, tega zvočnika in posledično oddaja zvok v prostor. To je tisto, kar smo zadnjič govorili, danes pa govorimo v obratnem smislu. To pomeni, ali lahko jaz s svojim govorjenjem, z zvokom povzročam tresenje tega zvočnika in bi radi, da se tukaj na teh sponkah inducira napetost. In to je to, kar smo ugotovili. To se pravi, če mi ta zvočnik, seveda v našem primeru bo izvedba precej manjša in bo to mikrofon, če bomo mi to membrano tresli, se bo tukaj pojavila šibka inducirana napetost. In to šibko inducirano napetost bomo zajeli kot signal, recimo na vaši zvočni kartici in podobno. Evo, tole bom dal v kroženje, mi bomo pa zdaj naredili odmor.